Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz Šiške v Ljubljani, kjer odpiramo 33. krog domačega prvenstva prve lige Telemach, današnja nasprotnika pa Bravo Kostel in Kalcer Radomlje. Šlo bo za 18. medsebojni obračun teh dveh marca lani na klopi Brava. Bravo je bil v prvem delu sezone pravi hit. V nadaljevanju so rezultati nekoliko slabši. Trdin ima zdaj priložnost, ostaja nič proti nič. So seveda tvegane povratne žoge, Korun se je uspel znajti, no na koncu pa napaka. In tole so zdaj Mlinarji zares drago plačali. Pečar je na koncu ukradel žogo Veliču. Zdaj se gostje pritožujejo, da je bil nad njihovim vratarjem storjen prekršek. Tule je Emil Velič, ampak preveč so se igrali z ognjem. Že ta prva povratna podaja Korunu je bila precej tvegana, potem je Korun žogo vrnil tudi Veliču. 17-18 metrov od vrat Matije Orbaniča. Vokić strelja, Vokić in izenačenje. Krasen zadetek Dejana Vokića. V 38. minuti so gostje prišli do izenačenja. Orbanič se je sicer žoge malenkost dotaknil, potem pa se je ta od vratnice odbila v mrežo Brava. Zadovoljstvo seveda na klopi Radomelj. Tule poglejmo še enkrat v tako imenovani vratarjev kot, ampak to je bil izjemno Šošić strelja mimo vrat. Pečar in tole je zdaj dvoboj 1-1. Poplatnik Velič, ki ga je dobil vratar Radomelj. Šošić v bloku. Kavčič, potem pa prek vrat Posavac. Celo išče Stankoviča. Stankovič, Moses je ob njem. Priložnost za Bravo. Poplatnik je v kazenskem prostoru. Nič ne bo z zadetkom Brava. Da Cruz. Zdaj strel Posavca z razdalje. Obramba Orbaniča. Aleš, zanimiva tekma z vaše strani. Vsaj takole na prvi pogled bi dali, da ste si bolj želeli drugega zadetka v drugem polčasu in s tem vseh 3 točk. Kako bi vi na kratko ocenili, zakaj na koncu ni bilo 3 točk? Preprosto v realizaciji smo preslabi. Zdaj v bistvu, če razmišljamo, sicer sem izredno vesel, da smo po 3 porazih dosegli 3 remije. Tudi v Kopru smo bili bistveno bližje zmagi. Tudi tukaj je imelo ogromno lepih priložnosti. Tako da škoda, da v tej realizaciji nismo malo bolj odločni. Morda je zmanjkalo tudi število predložkov iz obeh in z leve in z desne strani, ko smo bili v neoptimalnem položaju, ampak dovolj dobrem, da bi to žogo spravili v bistvu v 16-metrski prostor in na ta način držali kontrolo nasprotnika 70 metrov stran od gola. Tukaj smo bili še malo premalo konkretni, ampak morda danes statistika ne bo pokazala čisto prave slike. Radomljani so imeli nekaj udarcev od daleč, ki niso bili nevarni. Mi pa v bistvu 3 situacije res lepe, ker ni prišlo do zaključka, ker smo bili sami z vratarjem in škoda, da tega nismo zaključili, ker verjamem, da bi si zaslužili zmage danes. Pa dejali ste tudi, da ste ponosni na vaše fante. Nenazadnje je to še vedno točka pridobljena v boju za to želeno 4. mesto. Tako, absolutno. Tako, kot sem rekel, zdaj vsaka točka ni enaka vsaki in danes je bila točka, ki se nažalost ni prevesla v vse 3. Zato jim lahko čestitam, ker v bistvu po tisti malo slabši seriji, ki spet ni bila tako hudo slaba, ponovno nabiramo točke in kažemo predstave, ki, če jih bomo nadaljevali, nas hitro bojo pripravljati do 3 točk. To sem želel za konec vprašati. Pogled v prihodnost, še 3 tekme vas čakajo. Nasprotniki vsekakor premagljivi in verjetno ne bo manjkalo motivacije, da se še doda k tej beri točke.
Sigurno. Jaz mislim, da imamo v bistvu tri tekme, kjer imamo možnost doseči cilj, ki smo si ga postavili. Tako kot ste prej rekli, lepo se vidi energija v ekipi, ekipa je izredno živa, ne glede na to, da nam je to četrto mesto, ki je vodilo v Evropo, v bistvu tokrat ne vodi. Zato res fantom čestitam, tudi na treningu moram pohvaliti, v bistvu držimo visok nivo, tako da jaz si želim, da zadržimo to in verjamem, da je čas, da nas sreča malce nagradi, glede na prikazano, predvsem na zadnjih dveh tekmah. Gospod Slavic, Bravo si je pripravil lepo število priložnosti, vi ste bili nekako omejeni na strele z razdalje, ampak na koncu, če potegnemo črto, ste verjetno lahko zadovoljni s točko, ki je pomembna točka v boju za obstanek. Kako ste vi videli to tekmo? Dobro, vedno je težko spet iz napake gol. Rabimo potem nekje 20 minut, da se to umiri in takrat je prihajalo Bravo do nekih lepih situacij. Moram reči, da smo potem po tistih 20 minutah tudi mi nekaj ustvarili, smo tudi kontrolirali potek tekme in prišli tudi do izenačenja. Drugi polčas je bil, bom rekel, bolj borben, bolj discipliniran, ampak kaj najbolj pomembno je za v tem trenutku, da smo se vrnili v igro, da smo gledali kot ekipa. Ne samo igralci na igrišču, ampak tudi igralci iz klopi. To se je začutilo in upam, da to energijo potrdimo v naslednjem krogu, da res dosežemo te 3 točke pred potrebno zmago. Praktično za vas še 3 finalne tekme do konca sezone, lahko rečemo, da si zagotovite ta obstanek ali pa vsaj tekmo za dodatne kvalifikacije. Kaj so bile prve besede, ki ste jih povedali vašim fantom? So si zaslužili v vaših očeh to točko in tudi spodbudo za nadaljevanje? Že med tednom, v bistvu pred tekmo sem jim povedal, pristop na treningih je bil zelo, zelo dober. Začnemo spreminjati stvari, so pa to ene zadeve, ki v nogometu ne trajajo čez noč. Tako da izgledali so kot ekipa in to moramo prenesti zdaj na level više, če želimo seveda doseči 3 točke. Seveda, treba bo biti tudi nastoriti malo kaj naprej. Pravi, ne samo neko obrambo, samo obramba ne šteje, ampak bo treba tudi kakšna ideja v napadu, kakšna situacija, ki moramo biti bolj mirni. Imamo en teden, bo pa vsaka tekma specifika, težka, predvsem z mentalnega, tako da tudi na tem moramo delati in verjamemo, želimo doseči ta cilj. Če morda za konec komentar Dejanovega gola, prekrasen je bil s prostega strela, sam je tudi dejal, da v tej sezoni sploh še ni imel priložnosti izvesti prosti strel, danes se mu je ponudila in to je tako izkoristil. Tudi to je v takšnih pomembnih izenačenih tekmah, ko vsaka točka šteje, da je nek X-faktor v moštvu še tako pomembno. Dejan, vemo vsi, da ima svoje kvalitete. Zdaj je to pokazal s tem udarcem. Upam, da bo to odvignilo, da bo še več pomagal ekipo s temi individualnimi sposobnostmi. Tako da zdaj Prelevznoš bo še imel, verjetno, in želja, da tudi takrat zabije. Martin Pečar, na koncu tekma, ki je verjetno štela za goste več kot za vas, bi se po prikazanem verjetno morala odviti v vašo smer. Prikazali ste več napadalnih ambicij, tudi vi ste nazadnje dosegli gol, ampak na koncu znova remi na domači zelenici. Kljub temu, da se Radomlje borijo za obstanek, smo mi dali vse od sebe. Na koncu je bilo malo premalo. Mislim, da smo res pokazali nekaj več in nažalost to je nogomet, se ne nagradi vedno. Je pa res, da tudi 4. mesto lahko še vedno na koncu prvenstva prinaša mesto v Evropi, odvisno je, kako se bo odvijalo vse skupaj v pokalu, tako da verjetno motivacije vseeno ne manjka, da se borite za vsako točko, ki jo lahko osvojite na zelenici. To že od začetka igramo s to mentaliteto. Nočemo se pa preveč obremenjevati, mi igramo vsako tekmo po tekmo in dali bomo vse od sebe vedno. Dejan, na koncu lahko štejemo tekmo, glede na prikazano, verjetno točka pridobljena v boju za obstanek, ampak verjetno ste si želeli več, kajti vsaka še šteje toliko več v tem napornem ritmu ob koncu, da si zagotovite obstanek. Sigurno, pred tekmo je bil nek cilj 3 točke, ker so kot ste rekli, vsaka pika je pomembna v tem trenutku, tako da sigurno smo pred tekmo imeli cilj 3 točke, ampak mislim, da je ta ena točka več v boju za obstanek, tako da jaz mislim, da je tudi neka realna slika in pokazatelj tega, kar je bilo na terenu, tako da mislim, da je to. Lahko morda še na kratko pokomentirate vaš gol, ki je bil res prekrasen s prostega strela. Ne vidimo jih prav pogostokrat, ste pred tekmo morda vedeli, da lahko dobite takšno priložnost, kako je prišlo do same izvedbe in potem seveda do prekrasnega gola?
Pa ne vem, kako bi komentiral, ampak pogovarjal sem se s soigralci, da celo sezono nisem imel niti enega prostega strela to sezono. Prav nisem imel priložnost udariti, tako da mi je prav prišla ta situacija, pa gol. Več mi pomeni to, da je ta gol na koncu pomagal do tega, da je ekipa prišla do točke več, tako da tako. Če morda samo za konec pogled v prihodnost, še 3 tekme, tudi nekako ste že v stroju, v delu pod novim strokovnim vodstvom, se tudi to pozna in kako boste napadli te zadnje 3 tekme? Ja, sigurno čakajo nas 3 tekme, 3 zelo pomembne tekme. Vsi vemo, da, kot sem rekel prej, da vsaka točka šteje, tako da takoj zdaj po tekmi regeneracija pa priprava na naslednjo tekmo, ker nam je vsaka naslednja ko zadnja tekma, tako da kar se pa tiče tega, ja, delamo s polno paro, pa vsi v klubu od prvega do zadnjega si želimo tega obstanka v ligi.